Spoštovani vsi prisotni, udeleženke in udeleženci našega informativnega dneva za doktorski študij. Lepo vas vse pozdravljam in dobrodošli na tem informativnem dnevu na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predstavljamo vpis doktorskega študijskega programa. Veseli nas, da ste z nami in upamo, da vam bo srečanje tudi pomagalo pri razmisleku o nadaljevanju vaše znanstveno-raziskovalne poti in pri sami odločitvi za doktorski študij. Posebej danes pozdravljam kolege z fakultete, to so skrbniki doktorskih študijskih programov ter pa vodje referata za doktorski študij. Med nami pa danes pozdravljamo tudi dekana Teološke fakultete, izrednega profesorja, doktorja Tadeja Steguja, ki ga na začetku vljudno vabim k uvodnemu nagovoru. Hvala lepa, Barbara. Spoštovane in spoštovani, spoštovana prodekanja, kolegice in kolegi, profesori iz fakultete, skrbniki programov, vodje referata za doktorski študij, prav lepo pozdravljeni, predvsem pa lepo pozdravljene kandidatke za doktorski študij. Dobrodošli na Teološki fakulteti. Doktorski študij ni samo nadaljevanje izobraževanja, je vstop v prostor ustvarjanja novega znanja. Je odločitev za poglobljeno raziskovanje, za odpiranje novih vprašanj in za iskanje odgovorov, ki prispevajo k boljšemu razumevanju človeka, družbe in sveta, v katerem živimo. Na naši fakulteti raziskujemo predvsem človeka, njegov odnos do samega sebe, do drugih, do družbe, do duhovnega in presežnega, torej do Boga. Teološka, religiološka in terapevtska področja našega raziskovanja niso samo akademske discipline, ampak so načini razumevanja človekovega notranjega sveta, njegovih iskanj, njegovih stisk, upanj in njegovih vrednot. Pomembno se nam zdi, da znanstveno delo ostaja povezano z življenjem. Sadovi raziskovanja se kažejo v pastoralnem, terapevtskem, vzgojnem, izobraževalnem, širšem družbenem prostoru, tam, kjer pač ljudje iščejo razumevanje, oporo in odgovore na zahtevna etična in medosebna vprašanja. Naši raziskovalci si prizadevajo za znanstveno odličnost, hkrati pa želijo svoje znanje prenašati v prakso. In prav vi, verjetno nova bodoča generacija raziskovalk, boste to delo nadaljevali ter ga soustvarjali glede na izzive časa, v katerem živimo. Veseli smo vaše prisotnosti, vaših vprašanj in vašega zanimanja, predvsem pa vaših prihodnjih raziskovalnih prispevkov. Doktorski študij je priložnost, da povežete znanje, izkušnje in osebno poklicanost v raziskovalno delo, ki ima pomen za stroko, za družbo in za življenje. Verjamem, kot je rekla prodekanja, da boste na naši fakulteti našli tisti odprt prostor za znanstveno rast, za poglobitev svojega znanja in za soustvarjanje znanosti, ki bogati tako akademski prostor kot konkretno človeško življenje. Še enkrat iskreno dobrodošli. Ja, hvala lepa gospodu dekanu za te uvodne besede in tudi prijetno spodbudo za nadaljevanje našega srečanja. Informativni dan bomo nadaljevali s predstavitvijo organizacijskih vidikov in pa formalnih vidikov doktorskega študija. Z nami je tudi gospod Dejan Levičnik, ki je vodja referata za doktorski študij, ki bo predstavil ključne informacije glede poteka študija, prijavnih postopkov in pa tudi podpore, ki je študentom pri tem na voljo. Ja, lep pozdrav tudi z vidika, torej iz strani referata za doktorski študij. Zdaj jaz bom predstavil najprej par tehničnih informacij, potem bodo pa še bolj vsebinsko, bodo pa še potem skrbniki povedali. Torej, pri nas se lahko vpišete na doktorski študijski program 3. stopnje teologija. In teologija se deli na dve področji, torej na teologijo in zakonsko in družinsko terapijo. Torej, tudi če se hočete vpisati na zakonsko družinsko terapijo, je to doktorski študijski program teologija. Samo znotraj tega bo potem področje drugo, torej teologija in zakonska družinska terapija. Študij traja 4 leta, zdaj pri nas je vpisnih mest imamo 20,
Do zdaj, načeloma v zadnjih nekaj letih, tudi nismo presegli te številke, tako da je bilo še znotraj teh številke 20. Je pa tako, kar je zelo pomembno tukaj, je to, da za prijavo potrebujete soglasje mentorja. Kaj to pomeni? To pomeni, da morate že zdaj razmišljati o tem, torej kakšna bi bila vaša tematika in kdo bi bil tudi primeren mentor za vas. To lahko tudi potem na naši spletni strani se ogledate, bom potem malo kasneje tudi pokazal, kje. Je pa tako, torej vi si izberete neko tematiko in tudi pregledate potem te naše profesorje oziroma te, ki so potencialni mentori, s kakšnim področjem se ukvarjajo. In potem vi sami kontaktirate profesorja in se dogovorite, torej, ali je sploh pripravljen prevzeti mentorstvo, ali je sploh iz tega področja in tako naprej. Torej, med sabo se malo dogovorite in to morate že prej narediti, ker to potrebujete že pri samem razpisu za vpis. No, potem po končanem študiju pa dobite naziv doktor oziroma doktorica znanosti. Kar naslednji slajd. Lahko se pa vpišete pri nas tudi na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje, in sicer na področje religiologija. Ker je interdisciplinarni, pomeni, da se izvaja skupaj s FDV-jem in filozofsko fakulteto. Vpišete se pa tam, kjer si izberete mentorja. Torej, če si izberete mentorja na teološki fakulteti, potem se tudi vpišete tukaj pri nas. Je pa prav tako kot prej pri teologiji tudi pomembno, da pred vpisom mora biti soglasje mentorja. Torej, to samo tukaj se poudarja, da že res prej razmišljate o tem in se tudi prej angažirate in kontaktirate mentorja. Isto, študij traja 4 leta, pri nas na teološki fakulteti je za religiologijo vpisnih mest 3. Prav tako po končanem študiju dobite naziv doktor oziroma doktorica znanosti. Šolnina. Zdaj tukaj imate tudi razdeljeno po letnikih, koliko pride šolnina, torej za doktorski študij teologija, program teologija, torej za obe področji, kot smo na začetku rekli, torej teologija in zakonska družinska terapija, pride vse skupaj 12.000 evrov razdeljeno po letnikih, tukaj gor vidite, medtem ko za religiologijo, torej na humanistiki in družboslovju, pride 11.600 razdeljeno po letnikih. Zdaj, eden od zelo takih pogostih vprašanj je tudi, kako je s sofinanciranjem. Sofinanciranje obstaja in je možnost. Zdaj tako, če do zdaj še niste bili na kakšnem doktorskem študiju, če niste dobivali sofinanciranje in če ste imeli na dodiplomskem in podiplomskem povprečno oceno izpitov 8,0 ali več. Zdaj tukaj je mogoče samo, da majčkeno pojasnim, tukaj se ne gleda na povprečno oceno dodiplomskega študija, pa povprečno oceno magistrskega študija, ampak se gledajo po posameznih izpitih. Primer, če ste imeli na dodiplomskem študiju 30 izpitov, na magistrskem pa 10 izpitov, se potem šteje, torej 30 plus 10 je 40, se šteje povprečna ocena teh 40 izpitov. Tako da vi si lahko tukaj tudi sami pol nekako izračunate ali izpolnjujete pogoje za prvi letnik. To je pogoj za prvi letnik. Medtem ko za višje letnike pa je pogoj redno napredovanje. Torej, če redno napredujete, imate potem tudi možnost sofinanciranja. Če pa enkrat pavzirate ali ponavljate, pa pomeni, da tudi izgubite sofinanciranje za naprej. Koliko je višina sofinanciranja, to mi vedno izvemo šele potem kasneje. Tudi odvisno od tega, koliko je vseh doktorskih študentov na Univerzi v Ljubljani. Tako da to se izve šele okoli meseca decembra, prej ne. V vsakem primeru na začetku je potrebno plačati prvi obrok, 400 evrov, potem pa tisti, ki imate možnost sofinanciranja, ki izpolnjujete pogoje, potem plačate samo razliko, ko se enkrat izve, koliko je višina sofinanciranja. Okay. Zdaj pa pomembni roki. Mogoče tukaj povem, da nekako vpis poteka v 2 fazah, če tako rečemo. Prva faza je razpis za vpis, druga faza pa je samo vpis. In če pogledamo malo bolj natančno, torej razpis za vpis pomeni, da vi oddate vso svojo dokumentacijo, tudi soglasje mentorja, to, kar smo prej govorili, morate oddati do določenega roka. Te roki so, torej za teologijo in zakonsko družinsko terapijo je do 24. avgusta, medtem ko za religiologijo sta 2 roka že kar določena, ta prvi je do 5. junija,
torej zelo kmalu, čez dober teden, in ta drugi pa je od 15. junija do 19. avgusta. Skratka, v tem roku vi oddate, kot da bi rekli, vaš interes, da bi se radi želeli vpisati, ampak zraven morate dati tudi vse, kar je potrebno, dokumentacijo. Torej, že idejni osnutek, soglasje mentorja, s katerim ste komunicirali, pa ki je pripravljen prevzeti vaše mentorstvo, potem tudi dokumentacija o predhodni izobrazbi, povprečnih ocenah in tako naprej. Vse to vam piše tudi gor na samem razpisu za vpis. Poteka pa vse elektronsko. Torej, imate na naši spletni strani, tudi tukaj je tale spletna povezava in to poteka elektronsko, vi se tam vpišete in vse morate tam narediti, oziroma razpis za vpis. In potem, ko enkrat je to zaključeno in če izpolnjujete vse pogoje, če so vsa potrebna dokumentacija, vas mi povabimo na vpis, ki pa potem poteka v mesecu septembru, najkasneje do 30. septembra. In tudi tukaj vse poteka elektronsko. Torej, ne rabite se nič osebno kaj oglasiti, če je potrebno kakšno stvar pošljete, ampak načeloma pa vse poteka elektronsko. Če gremo kar naslednji slajd. Evo, tukaj pa zdaj vidite torej povezavo do naše spletne strani, torej Teološka fakulteta, doktorski študij 3. stopnja. Ko pridete sem noter, imate v bistvu vse te informacije, kar sem zdajle vam predstavil, pa tudi še več, imate na tej spletni strani. Na vrh gor so študijska področja, kjer je tako na kratko tudi opis posameznega študijskega področja, spodaj je pa pač za študente in za vas, kar je trenutno aktualno, je tale informacije za opis, ki je tukaj tudi obkroženo. In ko kliknete na to informacije za opis, naslednji slajd, evo, pridete pa semle noter. Zdaj, če tukaj malo na kratko pogledamo tele alineje, torej ta prva alineja, razpis za opis, tukaj imate tudi kakšni so pogoji. Če niste prepričani, ali imate ta prave pogoje, ali imate kakšne starejšo izobrazbo, lahko tukaj kliknete in si pogledate posamezne pogoje, torej ali izpolnjujete. Potem ta druga je prijava za vpis, to je to. Tukaj se prijavljate na razpis za vpis, kliknete gor, se morate tam registrirati in potem tudi noter dodate svojo prijavo in vso dokumentacijo. Ta tretja alineja je posnetek informativnega dneva, torej trenutno je še lanskoletni, zdaj, ko bo kmalu se tole potem posodobili s tem novim, in potem tudi v nadaljevanju obrazci za soglasje mentorja. Torej, ko enkrat vi dobite mentorja, ko mentor se strinja, mora podpisati enega od teh obrazcev, odvisno, ali greste za področje teologija oziroma zakonska družinska terapija, ali pa za področje religiologija. Skratka, to date potem podpisati in to je tudi soglasje mentorja. Nižje imate potem mentorje, seznam potencialnih mentorjev na doktorskem študiju. Tukaj imate tudi potem razpored oziroma seznam teh profesorjev in tudi, ko kliknete, vidite, s katerim področjem se posamezen profesor ukvarja, njihovi maili so tudi gor, tako da jim lahko tudi pišete. Skratka, tukaj si malo pogledate. Pol spodaj pa še cenik Univerze v Ljubljani, pa sofinanciranje, to, kar smo pa tudi že prej obravnavali, tako da če si hočete bolj podrobno pogledati, imate tudi tukaj. Na desni strani so pa tudi kontakti referata. Zdaj, če imate kakšno specifično vprašanje, običajno vsak ima kakšno tako malo svojo situacijo, lahko tudi pokličete ali pišete, pa bomo nekako poskušali najti kakšen ta pravi odgovor za vas. Toliko na kratko iz moje strani. Ja, hvala lepa, gospodu Levičniku, za tole predstavitev. V nadaljevanju bomo pa predstavili še 3 področja doktorskega študija, ki jih izvajamo na naši fakulteti, in tako boste lahko tudi podrobneje spoznali same raziskovalne usmeritve posameznih področij in pa tudi profesorje, ki jih vodijo. Najprej vabim k besedi izrednega profesorja doktorja Ivana Platonjaka, ki bo predstavil doktorski študijski program teologija, področje teologija. Hvala, lepo pozdravljeni, če date slide naprej. Nekaj pač splošne informacije, kar nekaj je že povedal tudi na splošno doktorskem študiju naš dekan, profesor Stegu, in nekje ta doktorski študijski program teologija, področje teologija, pripravlja doktorande na znanstveno raziskovalno in svetovalno delo na področju humanistike in družbenih ved. Omogoča en celovit
razvoj strokovnih, akademskih in osebnostnih kompetenc, kar doktorandu omogoča, da postane strokovnjak na področju teologije in pomembno prispeva tudi razvoju teološke znanosti, družbe kot celote in tudi osebnemu zorenju. Omogoča razvoj osebnih lastnosti, kot so samodisciplina, vztrajnost, sposobnost reševanja kompleksnih problemov, prav tako pa tudi globoko razumevanje in spoštovanje etičnih vrednot, ki izhajajo iz teološkega študija. Zahteva seveda temeljito pripravo, globoko poznavanje področja teologije ter sposobnost samostojnega raziskovanja in kritičnega razmišljanja. Uspešen doktorski študent mora biti zavezan akademski odličnosti in pripravljen na dolgotrajno in zahtevno tudi raziskovalno delo. Če date naprej. Kot za prvi letnik je, kdor se vpiše, oziroma se prijavi, potem je vpisan, ima skupni obvezni splošni predmet teološki, religijoški in psihološko-terapevtski pogledi na človeka, ki se izvaja ob torkih od 16. do 20. ure, en semester. Hkrati je potem tudi obvezni področni predmet, metodologija raziskav virov in tradicije, in potem izbere tudi si 3 izbirne področne predmete z področja teologije, smeri, kjer tudi potem bo raziskoval in da pripravi dispozicijo. Naprej. Pomembno je razmišljati o raziskovalnem področju, kot je že bilo rečeno tudi, kot je gospod Levičnik lepo povedal, tudi kaj želite raziskovati, kaj vas zanima, kaj bi želeli poglobiti, raziskati, kdo od profesorjev bi lahko bil tukaj v tem področju tega raziskovanja vaš mentor. Če je kakšno vprašanje, lahko potem vprašate, sem jaz na voljo, tudi pri izbiri, iskanju mentorja in bo potem tudi na koncu tudi možnost vprašati ali pa se osebno obrniti po e-mailu tudi name. Hvala. Ja, hvala lepa za predstavitev in pa tudi sam pogled v področje teologije na doktorskem programu. Sedaj pa k predstavitvi vabim še profesorja doktorja Tomaža Erzarja, ki bo pa predstavil področje zakonska in družinska terapija v okviru doktorskega programa teologija. Pozdravljeni. Jaz bom kar s konkretnimi, okviri tega študija začel, tako da si predstavljate, kako bo izgledalo recimo vaše življenje pa delo tam od začetka oktobra naprej, ko vas bo referat obvestil o začetku pa urniku predavanj. Tako da v prvem semestru je tega več je tega frontalnega podajanja snovi, se pravi, da ste v razredu skupaj s kolegi, ponovadi izvajamo predavanja, ne konsultacije, ker želimo, da se pač tudi drug od drugega učimo in tako spoznamo še malo druga področja, čeprav bo vsak seveda poglobil potem svoje specifično področje, ki ga boste z mentorjem zastavljali že to poletje. Zdaj, to področje je seveda okvirno, kasneje boste imeli celo leto na voljo, se pravi cel prvi letnik od oktobra, ko boste poslušali predavanje, potem v drugem semestru je pa predavanj manj oziroma samo še po potrebi so konsultacije in pa delo z mentorjem, ko boste pripravili dispozicijo in to je pač ta, največja ovira do tega, da se potem res lotite raziskovanja. Ovira v smislu tega, da je treba v zelo kratkem času preučiti zahtevno literaturo in metodologijo z tega področja, ki ga boste izbrali za temo. Zdaj, ponovadi vsakega zanima, glede na to, da je to naslov zdaj zakonska in družinska terapija, ali moram jaz že imeti kakšno terapevtsko predizobrazbo, ali licenco, ali tečaj in tako naprej. Načeloma tega ne morete, samo tako da vemo, tole z rdečo poudarjeno, da doktorski program je znanstven program, kar pomeni, da vi tam raziskujete, ne pa recimo pridobivate eno spretnost, se učite komuniciranja terapevtskega ali pa podobno. To je zaželeno, da imate že opravljeno, ko pridete na študij. V primeru, če nimate take terapevtske predizobrazbe, jo lahko recimo naredite vzporedno z doktorskim študijem, če bi vam seveda čas in finance to omogočale.
v primeru, da ne bi imeli recimo te možnosti, se pravi, da bi zaključili samo nek magistrski program, ki nima terapevtskih vsebin, bi seveda mogli potem z mentorjem izbrati eno tako področje, ki se dotika področja zakonske in družinske terapije in odnosov in sistemskega razmišljanja, tudi če ne bi recimo bil predmet vašega raziskovanja prav terapevtski proces. Še vedno je možno raziskovati sorodna podpodročja, ki se dotikajo tega globalnega, pogleda na odnose pa na terapijo. A imamo še kaj takega na slajdih? Ne, mislim, da je samo predstavitev predmetov še. Se pravi, ta 1. oktober, in zdaj prvi semester traja do sredine januarja, tam vas čakajo zdaj en skupni predmet, ki ga opravljate skupaj z doktoranti tudi drugega področja, se pravi teologije in religiologije, mislim, da tudi, da so vsi skupaj. To je ponovadi torek popoldne, torek proti večeru. Sreda pa četrtek sta ponovadi rezervirana za te dva predmeta, ki sta tukaj napisana, to sta področna predmeta, se pravi predmeta prav z področja zakonske in družinske terapije, en metodološki, ki ga izvaja profesor Cvetek, in en tak, rečemo, tudi pojmovno in tudi metodološki, kar se mu reče temeljna pojmovanje in raziskave. Tega pa izvajam jaz. Potem pa v drugem semestru sledi individualno delo z mentorjem in pa mislim, da je obveznost še en izbirni predmet in se s tem s koncem maja, ko date, tu bo ravno zdajle te dni, recimo vaši predhodniki že oddajajo dispozicije. Mi smo zelo ponosni na vsakega študenta, ki se loti tega študija, je po svoje bogat, te notranje, se te dotakne, izbereš temo, ki te motivira, ki jo boš lahko sledil 4 leta, ne samo zato, ker pač je nekdo rekel, da je pametno, ampak zato, ker je to nekaj, kar ti je pri srcu in kar boš poglobil in za kar boš postal, tudi v svetovnem merilu, strokovnjak in nekdo, ki se ga bo mogoče, se bodo ljudje sklicovali na njega, bo postal ena referenca v svetovnem merilu. A imamo še kakšen slajd? Mislim, da ne. Ne. Dobro, lepa hvala. Ja, se zahvaljujem za tole predstavitev. Za zaključek pa sledi še predstavitev področja religiologija v okviru interdisciplinarnega doktorskega študija humanistika in družboslovje, ki jo bo pa podal izredni profesor dr. Marij Jožev Sredkar. Prosim. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz nimam pripravljenih posebnih slajdov za to, da bi vam tlele predstavil študij, ker v bistvu velja tisto, kar je že predstavil profesor Platovnjak oziroma na področju teologije. Jaz bi izpostavil samo nekaj, kar je dopolnilno ali v čemer se študij religiologije na doktorskem študiju, to se pravi, razlikuje od zgolj teološke smeri. Pomembno je vedeti, da mi ta program izvajamo 3 fakultete skupaj. Fakulteta za družbene vede, filozofska fakulteta in teološka fakulteta, torej iz Ljubljanske univerze. In temeljni predmet, namreč v prvem letniku ste videli v programu, da sta 2 temeljna predmeta in enega, teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka, ta predmet se izvaja zgolj na teološki fakulteti za vse 3 skupine, ponavadi je tam 10 do 15 študentov skupaj, torej se izvajajo redna predavanja, medtem ko prvi temeljni predmet, temelji religiologije, imamo organiziran tako, mi pravimo trojček, da se izvaja v 3 delih. Torej, pogled na religiologijo, ki ga predstavi Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta posebej in Teološka fakulteta posebej.
ker vsaj do zdaj v teh letih ni bilo nikoli velikega števila študentov, smo ta predmet izvajali s konsultacijami in po vsej verjetnosti bo tudi v naslednjem akademskem letu tako. To pa ima tudi svoje prednosti. Namreč posebej ima konsultacije profesor z FDV-ja, posebej z filozofske in posebej z teološke. In mi se kot trije skrbniki z treh fakultet se mi o vsakem kandidatu mi pogovorimo oziroma nekako naredimo načrt, da bi konsultacije oziroma študij na pri tem predmetu, temeljni predmet, temelji religiologije, da bi nekoliko lahko prilagodili področju, ki si ga je študent izbral za doktorsko raziskovanje. Torej, čisto konkretno povedano, dobili se boste z profesorjem, ki bo izvajal na teološki fakulteti in tako rekoč vsak posebej. Recimo, da sta dva ali trije. In z vsakim bo profesor pripravil snov oziroma študij prilagojen njegovemu področju, ki si ga je izbral. Zato je pomembno, ali bi rekel zelo zaželjeno, da že na začetku poveste oziroma da vi veste, kaj bi radi raziskovali oziroma kaj boste obravnavali v dizertaciji. Tudi komisija za spremljanje doktorskega študenta je sestavljena iz treh predstavnikov treh različnih fakultet. Ponovim, FDV, Filozofska fakulteta in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. Vsaka fakulteta glede torej na tematiko imenuje oziroma izbere enega profesorja, ki potem spremlja, in velik poudarek je potem pri spremljanju že pri pisanju dispozicije. To se pravi, da že za dispozicijo bodo vsi trije kritično ovrednotili študentovo pisanje oziroma začetke pisanja, mu dali usmeritve oziroma mu pomagali, posebej potem, ko je prva predstavitev te dispozicije, oziroma te trije, če ne pride do kakšnih močnih razlogov, bodo isti trije profesorji potem tudi v komisiji pri zagovoru dizertacije. Poleg teh treh pa potem se še imenuje eden izmed, ki ni član oziroma ki prihaja iz neke druge univerze. Glede mentorja. Referent Dejan je v svoji predstavitvi rekel, da tam, kjer imate mentorja, tam pač to je vaša matična fakulteta. Torej, če se odločite študirati na teološki fakulteti, da potem morate oziroma imate mentorja z teološke fakultete. To pri naši smeri vedno ne drži. Namreč so področja, kjer dejansko mi nimamo ali pa fakulteta za družbene vede nima strokovnjaka oziroma kompetentnega, ki bi lahko vodil oziroma mentoriral. Spomnim se, 2 leti nazaj je nekdo izbral na FDV-ju tudi temo iz hinduizma in so rekli, lejte, mi nimamo strokovnjaka. V Sloveniji sta na nek način dva, ki sta strokovnjaka res za doktorski študij, to je Nina Petek ali pa Lenart Škof iz Kopra. In če bi, na primer, se vi odločili, da boste študirali oziroma da bo vaša matična fakulteta teološka fakulteta, pa bi na primer izbrali področje hinduizma
in bi mi vas usmerili k Lenartu Škofu oziroma da se pejte z njim pogovarjati, vseeno lahko imate kot matično fakulteto, teološko fakulteto, kljub temu, da mentor, naprimer, ne bi bil član profesorskega zbora na naši fakulteti. Tako da tukaj se da tudi nekoliko, bi rekel, dogovoriti. Kakor se da dogovoriti tudi za kakšen predmet, ki je, če naprimer na naši fakulteti ni razpisanega predmeta, ki bi vam služil ali pa pomagal pri doktorskem raziskovanju, nekje drugje pa je, se da tudi dogovoriti oziroma lahko tudi to vse potem naša komisija za doktorski študij lahko odobri oziroma naredi neko zamenjavo. To je torej z moje strani, kar se na našem področju religiologije razlikuje od ali dopolnjuje od, bi rekel, teološko smer, sicer pa velja vse tisto glede in administrativnih in čisto praktičnih stvari, kot ste slišali že na teologiji oziroma malo prej. Tako da hvala lepa. Ja, hvala lepa za predstavitev vsebine in tudi dela na področju religiologije v okviru interdisciplinarnega študijskega programa. Zdaj, s tem zaključujemo ta predstavitveni del današnjega informativnega dne. Se iskreno zahvaljujem vsem sodelujočim, gospodu Levičniku, skrbnikom doktorskih študijskih programov in pa tudi gospodu dekanu za uvodni nagovor. Posebna zahvala pa tudi vam, udeležencem, za vašo prisotnost, pozornost in tudi izkazano zanimanje za doktorski študij na naši fakulteti. Najlepša hvala.